hoteli nič novega iznajditi. Hoteli smo narediti samo dober feeling, dober žur, občutek, kot da zdaj je petek, vikend se začne, zdaj pa se lahko sprostimo. Čim manj zraven razmišljamo. Ampak da nam je tako, kot bi bili nekje skupaj doma, pa da se imamo fajn. Dejansko to, kar smo v teh časih tudi najbolj pogrešali. Ja, moje pričakovanja, težko jih primerjam s čim, kot recimo Blaž, ki lahko z prejšnjimi oddajami primerja, tako da pričakuj najslabše in upaj na najboljše, da ne bomo razočarani. Ne, ampak super, se ful veselim. Sem vesela, da imam Blaža, ki je že izkušen zraven, da me malo vodi, kaj ja, kaj ne. Lepo je videti, ko se družijo konec koncev narodnjaki, ki pojejo Veselega Ribničana, recimo v izvedbi Roka Ferenča iz Rock'n'Banda, takoj zatem pa pridejo še mi dva. Ja, jaz bom iz studia, iz mojega DJ pulta obiskala v bistvu domove, Nušo Deren do Rebeko Dremelj, ki mi bojo iz svoje dnevne sobe zapeli njihove največje hite in tako ja, malo bomo obujali spomine, malo bomo žurali, kako pač lahko v teh časih smešnih. Zabavno je pa tudi poslušati Melanie, ko me tako hvali, ne? Jaz vmes ves čas razmišljam, da upam, da bo to čim dlje trajalo. Ampak scenarij za hvaljenje pišete vi ali ga piše sama? Zgleda, kot da bi ga jaz napisal, ne? In ga ona mora izvedeti. Ampak ne bom več tako prijazna, Vse sem sama naredila. Ja, super. Vzdušje je tako, kot mora biti. Vidi se, da noben tega z levo roko ne jemlje, ampak da vsi hoče čim bolj izpaditi, pa tudi čim bolj zapeti. In to bo zanimivo. Zdaj, ljudje bodo doma dejansko videli, koliko kdo vaga, kar se živega izvajanja glasbe tiče. Glavni cilj pa je dejansko mogoče en tak prikrit cilj, o katerem se pa nikoli ne govori, je pa, da bi sprožili znova gibanje ustvarjanja slovenske domače produkcije, glasbene. Ne? Želeli bi si, kaj bi bil cilj, da bi na letni ravni dobili 5-8 novih mega uspešnic.